Če začneva kar s C0, danes je bilo ta zaslišanje pred preiskovalno komisijo, pravite, da je kanalizacijski kanal čez vodonosnik varen, ampak gledajte, zelo veliko okoljevarstvenih organizacij, tudi geodetska uprava, NIJZ, SAZU opozarjajo, da ni tako. Jaz sem poslušal v zadnjih 2-3 letih veliko različnih mnenj, ki to trdijo. Jaz trdim, da v tej državi je zakonodaja in ta pravi, da so odrejeni tisti, ki lahko dajo neka soglasja. Mi za ta kanal C0 imamo presojo vpliv na okolje, imamo 8 gradbenih dovoljenj že pravnomočnih, ki narejenih je od 12 tisoč. No, eno še ni, ne? Eno še čakate, 12 tisoč metrov narejenih, čakamo še 119 metrov gradbenih dovoljenja, ki je izdano, pa bilo 6 pritožb, da rešuje ministrstvo in to je pri hipodromu, kar je daleč od kleč. Tisto, kar je zapovedati, se pravi, ko ne dobiš neka gradbena dovoljenja, mi moramo pridobiti več kot 20 različnih soglasij, govorim strani države. Vsaj imamo, zato je to moj odgovor. Ja, pojavil se tudi... Kljub stroki, kljub zdravstveni stroki, ne? Čakajte, samo moment, imamo več vrst stroke. Tudi ti, ki so delali za ta gradbena dovoljenja, so strokovnjaki iz tega področja, ker drugače ne bi dobili gradbena dovoljenja. NIJZ je res dal negativno mnenje, ampak oni niso glasodajalci. Celo oni so napisali, da nikjer v Ljubljani sme biti kanalizacijskih cevi. In sam še tu povem, mi smo naredili v teh 18 letih, kar sem jaz župan za 19, 350 km kanalizacije, imamo zdaj 1150 km in podeljene na 3 enote, A0, B0, C0. Poznamo zgodbo drugače s C0. Ne poznate to zgodbo, ker zraven Kleč je stara kanalizacija že 50 let. Pred 50 let narejena iz betonskih cevi in pijemo odlično vodo. S to kanalizacijo bo voda še bolj zaščitena, kajti zaprli smo že 20 tisoč greznic, ki je šlo direktno v podtalnico, zdaj bomo pa še 6500. Ampak recimo tesnila, ne? Se sklicujem na stroko, ne na politiko, ne? Danes ste rekli, da v parlamentu pač politični cirkus in tako naprej, ampak to pravi stroka, tesnila, cevi iz laminatov, potem seveda to, kar vsi vemo, da je to potresno nevarno območje, ne? Prelomnica in te kinete, ki naj bi, recimo, če bi bil potres, še poslabšal varnostne razmere. Odgovor je ne. Razumem, vi ustrajate pri svojem, ne ustrajam jaz pri svojem. Jaz se opravičujem še enkrat. Za vse to, kar ste vi razlagali, kar pravijo, Geološki zavod je nam napisal, da ta kineta izboljšuje stanje v primeru potresa. Tudi napisal, kako ne naredimo, smo naredili samo na 2300 metrov, mimo Kleč. Druga zadeva, ker govorimo že o tem, pravite vi stroka tesnila, veste, mi imamo v bistvu kamero, ki je pustimo v cev, ki ugotavlja in ta cev zasede na 30% od spodnjega. Ki ne bi videla, če bi prišlo do razpok, ne? Ki bi videla ne da razpok. Ugotovimo lahko od enega jaška do drugega jaška, če se zniža nivo fekalij, povem, da nekaj se zgodilo, zapremo, popravimo. In veste, še enkrat, jaz bojim se, da pa nobenega nočem žaliti, ker ne poznam, ampak nekdo govori svojega področja zelo na pamet. Dajva se vrnem še enkrat. Zdaj, tako se pričujem, izpadlo je tako, da ta stroka, ki je proti, je imenujete stroka, ki je pa preplavila vso dokumentacijo, pa očitno za nekateri ni stroka. Jaz se pravim še enkrat. Ne, mislim, da ne gre za to. Ne gre za to, metode fik-fak. Mislim, to so vendarle ugledna imena in najmanj, kar jim prisluhnemo. Ampak metode fik-fak. Z vsem spoštovanjem področja se tudi babu na sestanek grede sežigalnice, pa se prijazno zahvala. Ona govori o tem, kaj se zgodi v primeru neke nesreče. Ampak metoda fik-fak ni strokovnjakinja ne za beton, ne za cevi. Te cevi Hobast imajo recimo dobo 150 let in te cevi se prodajajo po celi Evropi za vodo, ker so nam izpusti. Fekalij ne more spustiti. Tudi, če bi se zgodilo, zato je pa kineta narejena. Kineta po predlogu Geološkega zavoda, ki zagotavlja tudi varnost v primeru potresa. Skratka, to ostaja, nimate še zadnjega gradbenega dovoljenja, koliko to 119 metrov se mi zdi, imamo ga. Ni še pravnomočno, tako? Ni pa še, ne dokončno, ne pravnomočno. To je zdaj Če ga ne bo, kaj boste storili? Jaz sem prepričan, da bo, ker ne vem zakaj, ker v principu že pri tem ministrstvo dalo nalog upravni enoti, da more odločiti. Oni so odločili, imeli so 3 javne razprave, jaz ki sem bil na njih, so bili vsi nasprotniki zraven prisotni in ko bodo to odločili,
se ne more biti, lejte še enkrat, ta projekt je preveril Jaspers v imenu Evropske komisije. Evropska komisija je dala 69 milijonov evrov, Vemo, da je gre za evropska sredstva in če ne bi bilo dokončano, treba evropska sredstva vračati, poznamo to zgodbo, ne? Pa ne Vodice, pa ne Medvode, Republika Slovenija. Tudi če ne bo narejeno 80% organizacij v Ljubljani, je Slovenija dolžna plačevati kazen Evropske unije. Dobro. Greva k naslednji temi, da naj čas ne prehiti, torej zahtevi tožilstva, vemo, o čem govorimo, za sodno preiskavo. Ta zahteva 300 strani. Glavni očitek na vas pa je vpliv na odločitve upravnih enot, ki sicer niso pod pristojnostjo mesta, ampak pristojnosti države, da skrajšamo pridobivanje upravnih dovoljenj, ko so ravno pri dovoljenih s podkupninami. Kako razlagate to, da ste prvi med osumljenci? To je tudi moje vprašanje, to sem že danes povedal, pa bom še enkrat ponovil, ker jaz poznam, ker je zdaj čas smučarskih skokov, ko nekdo pride četrtega mesta, kot je Prevc na prvo mesto. Jaz sem pa prišel od preiskave, ker sem bil 16 v vrsti, od 19, zdaj sem prišel na prvo mesto. Jaz si lahko sam to predstavljam, ker sem pač zanimiv, da se ločijo prav na to. No, čeprav samo, ker ste me spraševala, zdaj mi morate pustiti. To, kar se tiče, glede mene, bom zdaj odgovarjal. Mene nikjer nimajo. Jaz nikomu nisem govoril, jaz nobenega naloga nisem dajal, ker težko je dajati nalog državi ali pa upravni enoti, ki je pred državo. Druga zadeva, podkupnine, ki pravite, meni nikjer ne očitajo, poudarjam, nikjer ne očitajo, da bi bil 1 evro, pa 50 tisoč, pa 100 tisoč. Tisto, kar so napisali tako policija kot tožilci, piše not en stavek, bom probal njihove besede upravljati. Župan Janković je zrihtal 106 tisoč evrov donacij, frančiškani, Anita Zveza Ogulin. prijateljev mladine, ali je sploh mogoče, ne? Sam se pravičujem, še en stavek, da zaključim tem. Pri tem pa ni oškodoval proračuna. Se pravi, niso oškodoval proračuna, celo me pohvalil potem. Ampak kaj ste že bili na sodišču ravno zaradi tega, ne? Seveda. Ali je možno graditi v Ljubljani, vemo, da se zelo veliko gradi, da gre za gromozanske denarje, ne brez donacije, recimo temu donacije. Seveda. Poglejte, zdaj pa Ker vi imate nadzor nad tem, ne? Tako velja, da imate nadzor nad vsakimi velikimi projekti, ki se dogajajo. Jaz vem za vsak velik projekt in tisto, kar je dobro za Ljubljano, podpiram, predvsem stanovanjsko, pa zdaj se bom drugače vrnil, ne? Dajte vi vse vprašati, ne, pa vprašajte. Jaz ne izdajam gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje izdaja upravna enota, se pravi država kot taka. Ravno tukaj, ne, tukaj ne bi se skrivala ta podkupovanja, ne, nekaj imenje, ne, načelnica uprave, njeno hčerko ne bi zaposlili v živalskem vrtu, ne. Moment, gospod Karič, moment. Ne bova mogla zelo detajlno povedati. Načelnica upravne enote je sedela z mano na kosilu, pogovarjali smo se o C0, pa pogovarjali smo se o zdravstvenem domu Jarše. Ampak to je bilo leta 22. Njena hčerka ni bila pri nas zaposlena, je bila študentsko delo opravila kot drugih 75 tisti mesec. In druga zadeva še enkrat. Mi nismo dobili gradbenega dovoljenja, ko je bila načelnica Erjavča. Dobili smo ga leta 25, ista oseba je izdala, ki je izdala prej 5 gradbenih dovoljenj. Se pravi, da tega vpliva ni. Gospod Zoran Lubej, naj bi dobil denar za to, da je investitorjem organiziral stike z vami, namenjene so večerje in tako naprej. No, mislim, to piše tudi v tem predlogu. Se pričujem, kaj imam jaz s tem, če ne dobil? Vse od tem je catch. Mene niso poslušali, nisem prisluhal, s druge poslušali. Veste, zdaj sem pa vrnil, Zoran Lubej, če dobil denar, ne sam odgovarja. Jaz ne vem, nisem bil zraven, nimam nič s tem, ne. Meni pripeljati nekoga na sestanek, da treba dobiti denar, je nekaj trapastega najbolj. Jaz imam v teh 19 let dan odprtih vrat vsak pritorek v mestu, 32 tisoč ljudi je prišlo s samimi problemi, nobeni plačo, tudi za kavo ne da. Ampak tle se bom pa dotaknil, ker vidim, da bežite, vi boste pa branili vaše kolege, ne. To, kar je vaša kolegica naredila, je za moj okus sem prvič videl v življenju. Da je svojimi sodelavci naredila tarčo. Iz tega gradiva, ki ga je tožilstvo pripravilo, so kolegi naredili razsodili. Gradivo, ki ga je tožilstvo pripravilo na sodišču, je omenjeno kot tajno gradivo. Zaupna preiskava se ne sme ven dajati. Kdo ga je dobil, kdo ga je dal ven, ne znam povedati. Pa hočem to povedati, tisto mi boste pa pustili, pa ne bom pustil, ne prekinete. Veste, jaz imam kar nekaj let izkušnje, ne hodim v tarčo. Sem tudi povedal, zakaj ne grem. Imeli smo izkušnje na kanalu C0, ne. Tukaj ne moramo zdaj obračunavati za tem, ampak je pa dejstvo, da ste rekli, da na televizijo Slovenija boste prišli. Vedno. A sem nisem prišel danes, a vi niste prišli. Danes ste prišli, ampak vendarle tukaj ne moramo zelo na široko in dolgo govoriti o temi, tam pa lahko, ne. Ne, ampak še eno stvar.
ta vaša kolegica, ki jo zdaj branite, je pred 2 leti napisala, da so nekateri mediji posegali v njeno družino, partnerja očeta, kar je odraz neke totalitarnega režima prej. Ona je isto naredila, kar je drugim učitala. Jaz bom sam to rekel, lejte, dejte me. Vi ste javna oseba in seveda je logično, dejte me na žaru, nimam ja. problema, delite kar hoče z mano, ne pa mojo družino. Kaj ima pa ona, so vsi polnoletni, so vsi samostojni. Se zasebne stvari medijev ne zanimajo, ne? Kakšne poslovne pa zagotovo, ne? Zasebne pa ne, ne? Kaj pa je to zasebnost? Izvor denarja, stečaji, o tem so govorijo. Ampak vi zdaj govorite o tem, da ste vi za tisti nad sodiščem, nad tožilstvom, nad to pa nikoli nismo trdili. Ja, potem pa njim prepustite to delo. Ne pa, da so prijete, ker mene nikoli niso našli, pa velikrat hodim na sodišče, pa ni to glih užitek, da nimam kaj početi. Vedno grem, ko dobim vabilo, imam dosti velik kaselc, vedno sedim tam, zagovarjam se, ne. Če ne, mi ostane samo še ulica. Ne. In to, kar ste vi počeli zdaj, je ulica. Ne meni. Meni delite, kar šte. Moji družini dajte mir. To je moje sporočilo danes. Ne sem vam, ampak vsem, ki bojo gledali, to dajo. Absolutno je treba spoštovati zasebnost, je pa ste absolutno tudi javna oseba in to seveda tudi razumete. Tako dolgo ste že župan, vse razumete, da pač bodo mediji v javnem interesu objavljali stvari. Samo še en vprašanje za vas. Ja, čisto kratko, ker moramo počati. Čisto kratko vprašanje. Ker to ni tarčanje kratko. Vi ste dolgo tudi v medijih. Ja, zelo dolgo. Tudi jaz sem dolgo na svetu, bom imel 73 let. A vi veste še za kakšno družino to, kar so zdaj počeli v moji družini? Sam to mi odgovorite. Če veste, čist direkt vprašanje, da ali ne? Jaz mislim, da vsi politiki so zelo podobno obravnavani. Govorimo o družinah. Ja, in tudi njihove družine. No, tle se zelo mote.